Tokrat v občinskem informatorju. Konec tedna Ptuj v znamenju 11. festivala Arsana. V Dvorjanah pripravili že 36. dupleško mornarico. V Destrniku narodno-zabavno nedeljsko popoldne. Slovenci in Avstrijci do skupne inovacije na področju rabe sončne energije. V Jakobskem dolu kuhali kislo župo in tekmovali v kmečkih igrah. Lepo pozdravljeni. Konec tedna je na Ptuju zaznamoval 11. festival Arsana, ki ga je slovesno otvorila ameriška a cappella skupina Take Six, ki velja za največkrat z Grammy nominirano skupino v zgodovini. Z glasbeno eksplozijo so navdušili obiskovalce. Take Six, najboljši vokalni mački na planetu, so se znova vrnili v najstarejše slovensko mesto in navdušili obiskovalce. Prekrasno, čudovito je bilo res, fenomenalni so. Zato, ker so dobri glasbeniki, ker so ritmični, ker znajo vse in znajo dvigniti publiko tudi. Enkratno koncert, enkratno vzdušje, koncert vse pove. Ambient, vzdušnje, vse, odlično. Očarani in navdušeni so bili tudi nekateri znani Slovenci. Odlično, jaz sem rekel, da je to ena taka pravi balzam za dušo. Natanko paše v te poletne valove. Šel sem pogledat Take Six, fenomenalno zasedbo in res ni mi žal, da sem prišel, ker je ta ura pa pol, ne vem, koliko je bilo sploh, izgubil sem občutek za čas, menilo tako. Če bi znal zatleskati, bi ne, ampak ne znam. Bilo je pa res fenomenalno. Oni znajo pet, veliko boljš kot jaz tleskati. Dvorišče Minoritskega samostana je prevzela pozitivna energija zasedbe Take Six, ki so publiko popeljali v pravo glasbeno eksplozijo, v katero so se ujeli tudi sami. Our hearts were filled with joy. They gave it right back to us. You could tell they were enjoying it. The energy was there. When they love it, we love it even more. So, we just give more. The more they give, the more we give. We love to share what we do with the world because it makes people happy. And when people are happy, that makes us happy. Energično in s pozitivno energijo so slovesno odprli vrata dogajanja 11. mednarodnega festivala Arsana. Zelo sem vesel danes. Uspeli smo pripeljati svetovne zvezde na Ptuj, drugič v Slovenijo, drugič na Ptuj, kar pomeni, da Arsana se zapisuje na svetovni zemljevid. Občinstvo iz cele Slovenije, iz vseh koncev Slovenije, sosednjih držav, pomeni, da v resnici ljudje gredo za dobro glasbo, za znanimi imeni, zvenečimi imeni. Minoritski samostan je posebno prizorišče, ima posebno energijo in seveda jaz mislim, da smo zdaj v 11. edicijo zakorakali v nekih novih dimenzijah, z nekimi novimi pričakovanji in seveda tudi z nekimi novimi rezultati. Bilo je res čudovito. Jaz verjamem, da je vsak slehernik, ki je danes tukaj sedel, pa potem na koncu tudi stal in plesal, zelo užival in da nas čaka še v naslednjih dneh še prav toliko ene zabave, enega prijetnega druženja in seveda teh vokalnih presežkov. Obiščete ga lahko še vse do sobote, 27. julija. V Dvorjanah se je na reki Dravi odvilo 36. tekmovanje gasilskih reševalnih čolnov ali, kot pravijo domačini, 36. tekmovanje dupleške mornarice. Ekipe so tekmovale tako v hitrosti kot tudi v metanju reševalnega obroča in v zavezovanju vrvi. Ko imamo več kategorij, kategorije so 25 konjskih moči in 40 konjskih moči, to so prija večinoma za sosednje Avstrije in Ceršaka. V 25 kategorijskih moči pa večinoma po Sloveniji. Slovenske ekipe so pa kategorije ženske, moški in veterani. Pravila tekmovanja so enostavna. Ekipa mora na sodniku žvižki štartati in izvoziti ovinke do samega metanja obroča. Z metanjem obroča mora izvoziti spretnostno osmico. Z osmice gre na vezanje enojne reševalne zanke oziroma vozla. Potem se iz vozla se pelje proti vzvratni vožnji in potem pobiranje v utopljenca, ki ga vrže tudi sodnik nastavi.
Med številnimi slovenskimi ekipami so sodelovale tudi ekipe sosednje Avstrije in Hrvaške. Vsakoletni tekmovalci so tudi poklicni gasilci in društva iz okolice. Kot gasilska brigada Maribor se redno udeležujemo teh tekmovanj, ne ciljamo pa na nobeno mesto, vse gre za nekaj izmenjave, nekih izkušenj, neka nova spoznanstva in ne nazadnje je prav tako, da se tako srečamo tudi vsako leto v dvoranah. Ja, vsekakor nam je to zelo veliko pomoč, sploh pri nekih poplavah, pa toliko, da se znamo obnašati na vodi, ker pač takrat je zelo velika specifika, kaj se tiče toka in tega, tako da vsake take vaje, tekmovanje nam samo v veliko pomoč, da se pač potem znamo čim boljše odzvati v nujnih primerih. Na tekmovanju je res tisto pač adrenalin zaradi tega, da narediš čim boljše, čim hitreje, čim bolj natančno seveda. Ko je pa prava intervencija, takrat pa deluje adrenalin z čisto drugačnega razloga, tako da ja, je pa v obeh primerih prisoten adrenalin, ampak v dveh različnih načinih. Letošnja popestritev tekmovanja so bile ekipe z rancami, v veslanju pa so se lahko preizkusili tudi obiskovalci. V Koreni nimamo motornih čavnov, ker nimamo problema s poplavami, prvi pa smo se odločili, da bomo uporabili vesla. Drugače pa smo 4 plus krmar. Tekma v bistvu poteka tako, da dva čavna vzporedno tekmujeta do boje, pol pa je obrat nazaj. Če pa je več ekip, pa se merijo časi. V Dvorjanah so zvečer pripravili še tradicionalno gasilsko veselico kot zaključek dupleške mornarice. V Destrniku je bilo minulo nedeljo narodno zabavno obarvano. V okviru oddaje Polka in Majolka z geslom Veselo poletje v Destrniku so se ob tej priložnosti predstavila tudi društva občine Destrnik. Obiskovalci prireditve v Destrniku so imeli priložnost spoznati društva, ki delujejo v občini, ob tem pa so lahko videli še, kako se upravlja starim kolovratom. Članice aktiva kmečkih žena so pletle in kvačkale, prisotni pa so bili tudi lastniki starodobnikov s svojimi jeklenimi konjički. Vedno se nekaj tu dogaja, trudimo se, tako se trudijo naše punce, ko delajo od lana do platna, potem se trudijo naše oldtimerje, potem se trudi naše društvo, kulturno, naše kmetice. Skratka, pravzaprav veste, vse skupaj zavisi samo od ljudi. Če so pravi ljudje na pravem mestu, potem je pravlična zgodba. Če pa se pa kdaj kaj po nesreči, da niso pravi na pravem mestu, potem pa čez te pravljice ni nič. Bil sem vesel sem tudi danes te prireditve, Polka Majolka, tako da bodo ljudje zopet, bomo rekel, v tem poletnem vzdušju si malo oddahnili in se naužili. Na Destrniku je tako donela narodno-zabavna glasba različnih izvajalcev, med njimi tudi domačinka, ki je zaslovela po nastopu v oddaji Slovenija ima talent. Narodno od Avsenika Čalakala bom, potem imam avtorsko besedilo napisal Feri Lanšček, tako da je ljubezen čist moja. In to je to, jaz mislim, pa še ena se skriva med iskrenimi ljudmi. Kdo ne pozna Kekčeve pesmi? Samo za nas je nekaj vrstic povedal čisto pravi Kekec. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog, če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozi rok, jaz pa pojdem in zasejem in tralala. In tako naprej, ne? Se pravi, je pa verjetno to eden od tvojih prvih nastopov ali si že večkrat nastopal? Ne, Kekca sem enkrat že nastopal, nekje druge, samo ne vem kje. Manjkale pa niso niti pevke ljudskih pesmi Urbančanke, so se pa domačini vsekakor lahko nalezli dobre volje nastopajočih in pozitivizma celotne prireditve. Je prišlo, pa se mi večkrat o tebi še sanja. V sklopu projekta ABS Network so slovenski in avstrijski strokovnjaki spletli mrežo znanja na področju učinkovitega koriščanja sončne energije. Projekt je v zaključni fazi, ob koncu pa bodo začeli iskati tudi partnerje za morebitno proizvodnjo tako imenovanih stav panelov. Projektna ekipa, ki jo sestavljajo člani z Tehnične univerze v Gradcu, podjetja Talum DD in podjetja Tikopro DOO, je združila moči in 2 leti intenzivno sodelovala z namenom razvoja tako imenovanega stav panela. Ob tem razvoju so si zadali še nalogo ustvariti in širiti mrežo znanja. Cilj projekta je bil analizirati obstoječe tehnične rešitve na področju izkoriščanja sončne energije pri stavbnih ovojih, združiti dobljena znanja strani izobraževalnih institucij in industrije ter vzajemno oblikovati
predstaviti najnovejše tehnične predloge za izdelavo solarno-termično aktiviranih fasadnih panelov. Skupaj delamo na razvoju ene posebne inovacije. Gre se za inovacijo na področju učinkovite rabe virov, in sicer TU Graz in Talum skupaj razvijata solarno-termično aktiviran fasadni panel, ki bo v bistvu doprinesel k večji učinkovitosti stavb, kar se tiče ogrevanja. Tikoprov pa v bistvu cel projekt podpiramo v smislu diseminacije, razširjanja informacij, spletne strani in tako dalje. Pri solarno-termičnem aktiviranem fasadnem panelu, stav panelu, gre za inovativno rešitev za sisteme ogrevanja in ohlajanja. Raziskave so pokazale, da bo njegova montaža občutno vplivala predvsem na energetske stroške obstoječih stavb. Gre za fasadni panel, večinoma vidite na hišah kolektorja, na kateri se pridobiva sončna energija. Veliko teh fasad na stavbah je pa neizkoriščenih, se pravi, recimo fasade na južni strani stavb, hiš in tako naprej. In naša ideja je, da bi to energijo iz fasad koristili, se pravi sončno energijo, in jo pretvorili v energijo za bodisi hlajenje ali ogrevanje stavb. Želja na slovenski kot tudi na avstrijski strani je, da se ob zaključku projekta z raziskavami in kasnejšo proizvodnjo panelov tudi nadaljuje. If it is possible, we would continue this project also together with Talum. So the collaboration with them was quite good in the last years. The question is now we would need an industrial partner who wants to produce these panels. So Talum is just a manufacturer of these absorber plates, but not a producer of these panels, which are then put on the walls of the buildings. And if we will get a company who wants to participate in producing these panels, then we want to continue with this project. Izsledki projekta kažejo, da so fasadni paneli nadgradnja klasičnih panelov, ki jih izdelujejo po principu termične aktivacije in vsebujajo absorber. Stav panel pa je medtem zasnovan kot samostoječa konstrukcija, ki se s pomočjo vmesnega zbiralnika in pridobljeno energijo uporablja za ogrevanje v zimskih in hlajenje v poletnih mesecih. V Jakobskem dolu pri Pesnici je minulo nedeljo zadišalo po kisli župi. V okviru krajevnega praznovanja je tamkajšnje društvo kmečkih žena pripravilo tradicionalni dogodek Jakobska kuhla, ki je bilo hkrati tudi 11. državno tekmovanje članic društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. Ob tem je potekalo tudi tradicionalno tekmovanje v kmečkih igrah, obiskovalci pa so lahko svoje brbončice razvajali tudi z okusi jakobskih vin. Že 11. leto zapored so kmečke žene v Jakobskem dolu pripravile tekmovanje v kuhanju kisle juhe oziroma župe, ki je tradicionalna štajerska jed. Zdelo se nam je, da bi lahko za razliko od tega, da so ponavadi razna pomembna tekmovanja, bodisi državna, bodisi malo manj pomembna, v prestolnici ali pa vsaj v Mariboru, in nam se je pa zdelo, da bi bilo pametno, če bi pa mi v našem Jakobu nekaj naredili in privabili ljudi sem. Ker razlog je pa v tem, ker želimo nekako pospešiti turistični utrip našega društva. In to je tudi ena izmed teh naših nalog. Kakšne so posebnosti kisle juhe? Kaj sodi v njo? V štajersko kislo juho sodi seveda meso, poleg tega pa morajo biti obvezno svinjske tačke, nogice, kako kdo pač reče. Nekatere se tekmovanja udeležujejo že tradicionalno. Mi že hodimo kislo juho kuhati 10 let in vsako leto z dobro voljo. Bile smo tudi enkrat nagrajene za najlepšo mizo. Ta predprost, tukaj je dekoracija, pogrinjak. In zgleda pa, da nam gre aranžiranje pogrinjka bolj od rok, kot kuhanje kisle juhe, ker do zdaj smo bile srebrne ali pa bronaste. Kaj pa najbolj pomembno tukaj na tej kuhariji? Kaj šteje? Čisto tekmovanje, ne mislim tekmovalnost, kera bo boljša. Računamo na prvo, ne? Pri delu jih je pod strogim očesom spremljala komisija. Pri kisli juhi smo seveda pozorni na izgled tekmovalk, če so urejene. Potem je zelo veliki poudarek damo mehanski obdelavi, od čiščenja sestavin, pravilnega rezanja, ločevanje čistih in nečistih prostorov.
potem termična obdelava, kateri postopki so tukaj uporabljeni, kuhanje, praženje in tako dalje. To ocenjujemo zunaj. V notranjosti pa ocenjujemo neodvisno od tega na to, da bi videli, za katero ekipo gre same juhe. Tukaj pa se ocenjuje inovativnost, izgled in pa seveda največji poudarek je tisti okus. V okviru praznovanja v kraju pa so ob kuhanju tako imenovane kisle župe potekale tudi kmečke igre. To je kar tako spontano nastalo. Igre so v glavnem, se mi zdi, v Jakobu vedno bolj se uveljavljajo zdaj. Vsako leto priredijo igre z namenom, da se zabavajo in poveselijo. Tudi letos so se ekipe pomerile v različnih igrah, kot denimo v igri z vrvjo in pobiranju krompirja. Ekipe pa so se pri tem predvsem zabavale. Potrudili smo se, koliko je šlo, pač ni nam na koncu uspelo, samo zabavno je bilo. Pa zanimivo, malo za zajbancijo, malo pa tako. Zakaj ste se odločili za tekmovati? Pa če se v domačem kraju nekaj dogaja, smo gasilci, mislim, da primerni, da tudi sodelujemo na vseh dogodkih. In tako so se objedači in pijači še zabavali v okviru tradicionalnih kmečkih iger. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Zveza prijateljev mladine Maribor prireja ustvarjalne delavnice, ki potekajo vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor. Na Ptuju se je pričel festival Arsana, ki do sobote ponuja pester nabor dogodkov. Jutri ob 20:30 Jure Pukl kvartet v Muzikafeju. Na Slovenskem trgu pa se bodo ob 21. predstavili pevci vokalne šole Arsana. V sredo 24. julija pa bodo na letnem kinu Minoriti posvetili Ingmarju Bergmanu. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in nembreport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.